In sin mi je govoril, da je v bistvu mamica nikoli ni z njimi, da v bistvu tudi če je, se dere na njih, da prihajajo neki moški, da spijo v njegovi postelji, da smrdijo, da je njegovo sestrico. Ime Ranis Smajlović se zadnjih 5 let v medijih pojavlja precej pogosto. Zagorjana namreč obtožujejo, da je ugrabil svoja otroka, Amirja in Amajo, sam pa se brani, da jo je rešil iz neprimernega, celo nasilnega okolja, v katerega naj bi s svojim ravnanjem pahnila njuna mama Dijana Hisenaj, zdaj Dimevski, v sodelovanju s švicarsko socialno službo. Me je sin že takrat prosil, oče, ne pusti, da me speljejo nazaj, prosim, ne pusti, da me peljejo nazaj, Mirjam, Simon. Objavljamo Smajlovićevo zgodbo, ki jo je povedal posebej za spletni portal Savus. Ko sem jo spoznal, ni imela nobenih prijateljev, ona je hodila šola domov, zvedel sem v bistvu njene situacije, ampak jaz sem to nekako nisem razumel takrat, da je to v bistvu ona v bistvu neke travme doživljala in da je bo to njo zasledovalo. Minul je čas, v tem spoznavanju prišla so čustva, navezal sem se na njo, potem sem rekel, ok, boš pač pri meni, potem je v bistvu zanosila. Žal se je Dijanina prva nosečnost končala s splavom. Ko je drugič zanosila, sta se na Smajlovićev predlog preselila v Švico, kjer bi Smajlović njej in otroku, kot je povedal, lahko omogočil lepšo prihodnost kot v Sloveniji. A zgodba se je razpletla drugače. Dijanina težka preteklost, tako Smajlović, je obarvala tudi njuno sedanjost in prihodnost. Ko smo šli v bistvu 2015 gor, 2015 se je sin rodil, v tem času po porodu sem opazil že te prve v bistvu znake, poskus skoka pod vlak, sem jo rešil. Na srečo je neka soseda zaupila, ko nisem niti videl otroka, sem v vozičku in kar naenkrat, to se zgodi, da ne pričakuješ, sploh se zadere. Pazite, vlak in se obrnemo naproti vlaku gor, je že bila na tirnicah, sem pustil otroke, zaklenil tisto skočil, jo potegnil nazaj, poklicali so policijo, prišli, so jo peljali v bistvu v zdravniku, ni hotela sprejeti zdravljenja, je šla stran. To se je ponavljalo potem, te izpadi so bili vsake toliko, metanje krožnikov, jemanje, ne vem, raznih stvari z noži, ne vem, tega vseeno. Preveč. Potem se je rodila hčerkica Amaja, ta porod je bil zelo težek. Otroka je vzela k sebi, mi ga dala nazaj, so tam poštimali. Drugi dan ona otroka ni hotela več videti. Stran. Pri Amiru se je po 3 mesecih pokazalo v bistvu ta poskus samomora, te psihične težave, to izpadi, se pravi, ona se joka, potem kar v smeh. Ali pa obratno. Jaz sem to sporočal in, ne vem, socialne službi tu v Sloveniji, potem sem tudi gor obvestil jih, ko smo bili pač gor, obvestil sem zdravnika. Zdravnik v Sloveniji je svetoval takojšnjo hospitalizacijo matere, a v Švici to ni bilo mogoče. Gor, ko sem poklical v bistvu policijo, so prišli, se pogovorili z njo, so rekli, ne, vse ona je v redu. Ko se kaj naredi, takrat pokličite. Ja, kaj bom klical, ko se kaj naredi, takrat je prepozno. Družina se je zatem vrnila v Slovenijo, v okolje, ki so ga poznali, v objem bližnjih. Predvsem Smajlovićevih sorodnikov, saj Dijana s svojo družino ni imela stika. Dijana je leta 2019 izginila in Smajloviću sporočila, da je v Švici in da naj sam skrbi za otroka. Smajlović je na to pristal. Dijana pa je v Švici prijavila tudi svoja otroka, Amirja in Amajo, kot pravi Smajlović, protipravno in brez njegovega privoljenja. Pri tem naj bi ji pomagala švicarska socialna delavka sina Angern, ki naj bi bila tudi vir ponarejenih dokumentov, ki so očeta otrok prikazovali kot nasilnega. Ko ga je kmalu po novem letu 2020 Dijana prosila, če lahko dan preživi z otrokoma, ju Smajloviću ni vrnila, sam pa ni mogel stopiti v stik z njo, saj je blokirala njegovo številko in številke njegovih sorodnikov. Kasneje je izvedel, da je Dijani pri skrbi za otroke in pri čiščenju stanovanja pomagal švicarski Rdeči križ, ki je bil za to tudi plačan. Jaz potem zvem, da je v bistvu ona imela neko stanovanje, sobico, na kateri je bila prijavljena z mojimi otroci in da so tu njej pomagali pri vzgoji otrok in čuvanju otrok, ko nje ni bilo, se pravi po 13 uri, 21 dni dolgo, se pravi v temu začetku leta 2020, Rdeči križ. In te osebe so potem zaračunale 10.500 v bistvu frankov ali evrov za v bistvu to čuvanje otrok.
ker pišejo, tam so naredili tudi poročilo, na podlagi tega poročila je v bistvu bil odvzem opravilne sposobnosti, ker so v tem času 3-krat generalno čistili stanovanje, tam je bilo najdene injekcijske igle, odprte, zaprte, umazano krvavo spodnje perilo, gnila hrana, oblačila, ni se vedelo, kaj je čisto, kaj je umazano, to je ležalo na tleh. Da je bilo stanovanje katastrofalno, da je strop, da je odpadal, da je bilo elektrika, da je kar v bistvu bila, vtičnice so bile kar zgorele, da hrana je bila povsod razmetana, nisi ne vedel v bistvu, kaj se lahko pripravi, kaj ne. Da postelje niso bile niti preoblečene, v sobi niso bilo oblačilo v omari, to je bilo kar po tleh. No, in ko sem jaz to v bistvu izvedel, sem urgiral, v bistvu, da mi vrnejo otroke nazaj, ne, in so jih takrat namestili v rejniško družino. V bistvu prvo so jih dali v nek dom za ženske, kot pri nas varna hiša. V tem času je, kakor se meni zdi, je strani teh organov gor na njo delovalo tako, da bi jo probali v bistvu nekako indoktrinirati, da so ji usilili v bistvu to, da obstaja neko nasilje, da obstaja nekaj in da so na to mora omakniti, da ona mora iskati si drugega partnerja, drugo družino, ker je tudi pač bilo dokumentirano, ne vse, da so ji to govorili, da mora narediti, in da se enostavno družina razbije. Ne? To, kar vidim je danes v tem svetu, nekako normalna zadeva teh centrov za socialno delo, da ne združujejo družin, ampak da jih razbijajo, ne? Z namenom večje kontrole. Starš je pač starš, ne plačuje, večinoma oče ne plačuje, ne? In na ta način so probali tudi tam. Ne? S tem, da so, ko so jih vzeli iz te, v bistvu, ko so bili v tej hiši za mamice oziroma ne vem kaj, je ona mene kontaktirala, je rekla v bistvu, da smo se videvali vsak dan, jaz sem ta hodil, dajem jim, ne vem, nosil hrano, denar za otroke, vse. In ko so nas v bistvu te videli, so v bistvu rekli, da ona se ne sme z mano dobivati, da ji bojo vzeli otroke. In ona to pove. Pa jaz se s tabo ne smem videti, drugače mi bo otroke vzeli. Sem rekel, tebi so že vzeli otroke, daj lepo te prosim, zbrihti se, pet stran od tam, pridi, gremo, razumeš, nazaj domov, če nočeš živeti pač v družini, ne rabiš, samo da se pač uredimo za otroke, da bo v redu, in je to, ne rabimo mi nič. In prav, ne, sej bomo nekako že uredili. V tem času, ko je bila ona v tej hiši, smo se videli res vsak dan. Jaz sem tam, kam me je poklicala, da ji prinesem, se prinesel. Ni bilo tisto samo, da je zaradi tega, ker je kaj rabila. Pač so bila tudi kot, ko rekel, par, bila so tudi v tem času intimna in vse skupaj. Ne, to je normalno, ampak kolikor sem opazil, so te osebe tam na njo vplivale in ker je bilo njeno psihično stanje tako, da je se ona čisto obrnila. Ne. Naprimer, na igrišču smo z otroci, vse lepo, nasmejano, vidi mimo, da se pelje policija, ona začne kar noreti, napada me na nekaj. Tako da, glede teh stvari, karkoli je bilo potem tudi dokumentirano in v bistvu javljeno, se ni zgodilo nič iz tega. Nobeden ni hotel pomagati, nobeden tega ni videl ali ni hotel videti. Ne? Sledila so mamila, alkohol, prostitucija. Diana, ki kot pravi njen bivši partner, prej ni pila niti kave, naj bi začela preprodajalcem mamila plačevati s spolnimi uslugami. Temu in drugim oblikam nasilja pa naj bi bila izpostavljena tudi otroka. Rejnica, h kateri so Diano z otrokoma namestili, ker ni bila sposobna sama skrbeti za družino, naj bi to omogočala. Ko je Smajlović izvedel, v kakšni situaciji sta njegova otroka, je dal vse od sebe, da bi ju dobil nazaj, a so mu rekli, da otrok ne bo nikoli več videl, ker da zaradi nasilnega očeta živita v rejniški družini. Smajlovića je to šokiralo, saj pravi, da ni bil nikoli nasilen. Dokazil mu niso želeli predložiti, a kasneje jih je le dobil v roke in opazil nekaj nenavadnega. Predno so ji dodelili ta Rdeči križ in to je ta socialna delavka, ki je pomagala pri v bistvu nezakoniti prijavi otrok in je v bistvu na ta naslov, je za odprte dosjeja v bistvu naredila dokument prijave, s katero bojo omogočili v bistvu njo upeljanje v ta krog skrbstva, se pravi, da jo dodelijo v bistvu Rdeči križ. In ta socialna delavka je naredila dokumente, da je namesto v bistvu pod dokumente napisala svoje ime, potem ime biološke matere, Diane Hisene takrat. In spodaj, ki bi mogel biti oče, je bil Kitajec, Hu Yuangang. In ta Kitajec je na zadnji strani imel družinsko nasilje nad svojo žensko, družino, otroci in spolno nasilje nad svojo žensko. In oni so ta dokument uporabili kot osnovo za odprtje dosjeja, katero so rekli, ok, biološka mati, Diana Hisena, je ogrožena, njena dva otroka v bistvu sta pri njej, ker je oče nasilen, ker je oče v bistvu psihopat. Ne? Ko je Smajlović otroka naposled za kratek čas le lahko začel jemati k sebi, je začel z zbiranjem dokazov o nasilju.
Švicarska socialna služba mu pri tem ni želela pomagati, kljub temu pa je otrokoma obljubil, da ju bo rešil iz te grozljive situacije. In sin mi je govoril, da je v bistvu mamica nikoli ni z njimi, da v bistvu tudi če je, se dere na njih, da prihajajo neki moški, da spijo v njegovi postelji, da smrdijo, da je njegovo sestrico Majo, ko je jokala, je vrgla na posteljeno steno, ki je bilo dosti in take stvari. Ko sem pač imel otroke pri sebi, sem sina tudi peljal na frizerju. No, tisti trenutek mi je v bistvu bilo jasno, kaj se dogaja. Ga je kolegica, ki je trenirala pač v klubu gor pri meni, ki sem odprtega, ga je postrigla, je bila frizerka in stopimo ven, hčerkica sem imel naročil in sina peljem za roko in se ustavim tako začne reči prav, oči. Tako, ja, sine, prav hvala ti. Tako, ja, se veš, sine, ti vedno oči poskrbel za tebe, če boš rabo frizurco, bomo pač zrihtali, kako si boš zaželel, ne. In smo šli naprej, on pa je tisto spet začne prav, oči, res, hvala. In se tako pripomnil, sem rekel, sine, kaj je narobe? No, veš, zdaj me ne bo mogla Simon, Mirjam in Adrian vleč za lase, ko sem ga bil pač bril. Iskreno me je zmrazilo. Pika na i, kot je povedal, je bila, ko je Renica njegovemu sinu brez očetovega privoljenja dala populiti 8 zob in zašiti dlesni. Kot bi ga peljali k mesarju, je Oster Smajlović. In pravi meni sin, ko je se vse dotapra, oči, a danes gremo? Seveda, sine, danes gremo. V Sloveniji je vse pristojne organe obvestil, da sta otroka pri njemu. Sprva ni bilo težav, ko pa je iz Švice prišel sicer nepodpisan dokument Haške konvencije, je sodišče odločilo, da mora otroka vrniti, temu pa naj bi po Smajlovićevih besedah pritrdila tudi socialna delavka iz Zagorja ob Savi, Adisa Mojčinović, ki mu je, kot pravi Smajlović, prej pomagala. Ker naj bi v pisarni CSD-ja v prisotnosti zagorske policistke Nive Slikar, ki naj bi mu prej, kot pravi, ravno tako stala ob strani, rekel, da bo naredil vse, da zaščiti otroka, naj bi ga obtožili groženj s terorizmom in ponj prišli s specialnimi enotami. Smajlović je policiste opazil in hitro skoval načrt. In ko sem videl v bistvu kombi na avtobusni postaji, avto pri delavskem domu, enega v bistvu za menoj zatemnjene šipe, da se je vozil non-stop, se mi je že zadelo v bistvu, da bo tu nek problem, sigurno, da bojo probali nekaj izsiliti, čim so me hoteli prikazati kot nevarno osebo, bojo pač probali nekaj narediti v tej smeri, da v bistvu prikažejo to kot resnično dejanje in po vsej možnosti bojo priče samo oni. In to sem v bistvu razumel in sem rekel, ok, ne bom šel po parkingu mimo žive, ampak šel bom na policijsko postajo po enosmerni med banke in na policijsko postajo dol v bistvu in če bo slučajno kaj, da imam dokaz. Da posnamajo kamere. Točno to. In ker sem v bistvu imel prav, jaz, ko sem se pomaknil proti čez cesto, ko sem stopil v enosmerno ulico proti bankam, sem videl avto z delavskega doma, kako se spušča dol, to je bil nek karavan, mislim, da Passat neke temnejše barve, zatemnjene. Kombi je zapeljal pred njim, beli znakec od pošte, tega, ko uporabljajo v bistvu te specialne enote, v bistvu kriminalisti in to za take v bistvu zadeve, je zapeljal pred avtom, avto je zaparkiral cesto, da ne bomo mogli drugi nobeden priti not, to sem vse opazil, malo sem pospešil, da sem ravno prišel na področje, kjer je v bistvu je pokrito s kamerami. Ko sem prišel gor, se je kombi parkiral, skočili so ven, 7 oseb v sivih oblekah, neoznačeni z avtomatskim orožjem. Jaz nisem vedel, kdo so te osebe. Nobenega upiranja ni bilo, takoj, ko sem se v bistvu zaznal, da je to policija, sem se spustil na kolena, sem se predal, so me v bistvu vklenili zadaj, potem so me predstavili v kot, vse je bilo pa posneto s kamerami, cel postopek. Niso izvedli osebnega pregleda, varnostnega pregleda, ničesar, tam so me v kotu držali 5 minut. Potem sem zahteval v bistvu, da me v bistvu povejo, zakaj sploh so prišli do mene, zakaj so me zadržali. Nobenega odgovora, potem je eden od teh policistov, ki je bil najmanjši tam, me je brcnil v hrbet, tako da sem padal v tleh, skočil med roko, mi zlomil roko. Potem so me dvignili, sem se naslonil na steno in sem rekel, da nobenemu nič nočem, jaz sem čisto miren, da ne me pustijo pač na miru, da ne mi povejo, kaj se sploh dogaja, ne pustijo, če je zaradi otrok, ne pustijo moje otroke na miru. Ko mu je policistka Likar povedala, zakaj gre, je bil šokiran. Nive Slikar se oglasi prav, ni zaradi otrok ranjen, se zaradi terorističnega napada. Kak teroristični napad, kaj zdaj, ste vi normalni, kaj je z vami, kak teroristični napad, o čem govoriš? Ja, teroristični napad si hotel narediti. Mislim, to je bilo za mene tisto, kaj?
V 8 mesecih, ki jih je preživel v zaporu, se je Smajlović posvetil sebi, ukvarjal se je z meditacijo, treniral, študiral je pravo in zakone. Zbiral je informacije iz Švice. V času Smajlovićeve zaporne kazni sta bila otroka na varnem v tujini, kamor ju je prej poslal, kot pravi, na dopust, a so obdržali stike. Še vedno sta v tujini, a se pogovarjajo preko videoklicev, Smajlović ju tudi redno obiskuje. Na zaslišanju na sodišču po prihodu iz zapora je v svojem 16-urnem zagovoru na obravnavi pokazal tudi posnetke aretacije, ki jih je dobil od znanca. Policisti namreč med aretacijo, kljub temu, da naj bi prišli po terorista, niso imeli vklopljenih kamer, v poročilu pa so zapisali, da naj bi bil Smajlović do njih nasilen in se upiral aretaciji. So se policaji Zagorje in Strbol vsi, ne, ni posnetkov, seveda so posnetki, ne, zdaj jih bomo pa pogledali. In ko smo si pogledali posnetke, so vse to, kako sem jaz zaletaval, se zdal, kako naj bi jaz brcal, kako ne vem, ko so me dvignili, da sem brcal policista v glavo, ne. Ko smo pogledali posnetke, sem vprašal samo eno, a se na posnetkih vidi, kar ste glihkar pričali, ne. In so vsi glavo odmeli dol, ne. Smajlović trdi, da je bila celotna situacija namenjena bogatenju določenih posameznikov v Švici, ki da so člani organizirane kriminalne združbe, ki se bogati z otroki predvsem tujih staršev. Združba naj bi delovala že od 60. let prejšnjega stoletja. Leta 2023, tako Smajlović, naj bi ugrabili 25.000 otrok tujcev, ki so prišli v Švico. Zadeva Smajlović še ni končana. Obtožbe proti njemu se vrstijo, a so ena za drugo tudi ovržene. Smajlović pravi, da CSD, policija in sodišče s postopki zavlačujejo, da bi klonil pod pritiskom in otroka vrnil v Švico. Amir in Amaja sta na spletni strani policije še vedno vpisana kot pogrešana. Smajlović pravi, da neutemeljeno in nezakonito. V odvetniški družbi Nine Cek iz Kopra, ki zastopa otroka, so zapisali: takšno ravnanje policije, ki je kar samoiniciativno vpisala otroka v evidenco pogrešanih oseb, predstavlja ultravirez delovanja organa in je v nasprotju z načelom zakonitosti ter sorazmernosti pri poseganju v temeljne človekove pravice. Za vpis otrok v evidenco pogrešanih oseb tako v predmetni zakonodaji ne obstaja nobena zakonska podlaga v nacionalni ali evropski zakonodaji. Zaradi takšnega vpisa pa otrokom Maranisa Smajlovića in njemu samem nastaja obsežna škoda, tako premoženjska kot nepremoženjska. Upravni organi se namreč upirajo skoraj izključno na vpis v evidenco pogrešanih in zavračajo izplačila iz javnih sredstev za otroka, prav tako pa se s tem vpisom blati dobro ime in čast Ranisa Smajlovića ter njegovih otrok. Kar se tiče vzgoje in varstva Amirja in Amaje, se sodni in upravni organi opirajo izključno na odločitev KEŠP, švicarskega organa za zaščito odraslih in otrok, da naj bi starševska skrb pripadla materi. Odločbe tega organa, kot pojasnjujejo v odvetniški družbi Nine Cek, slovenska sodišča ne morejo neposredno uporabljati, saj KEŠP ni sodni, temveč je upravni organ švicarskega kantona Bern, poleg tega pa je sam KEŠP z dopisom z dne 2. decembra 2021 potrdil, da so bili vsi ukrepi ustavljeni in je odločba prenehala veljati. Nadalje za postopek odvzema starševske skrbi v Republiki Sloveniji veljajo posebej stroga pravila, ki pa v postopku v Švici niso bila zagotovljena. Republika Slovenija določa višjo raven varstva vseh udeleženih, pri čemer v Švici Ranis Smajlović v postopku sploh ni mogel sodelovati. S Policijske uprave Ljubljana so nam na novinarska vprašanja le na kratko odgovorili, da sta otroka še vedno pogrešana, nadaljnjih komentarjev pa niso podali. Čeprav je Smajlović otroka umaknil iz neprimernega okolja, pa do njune mame ne goji nobenih zamer. Pravi namreč, da je bila tako kot otroka žrtev sistema in ljudi, ki so se želeli okoristiti z njihovo težko situacijo. Povedal nam je, da je njegova edina želja, da bi v Sloveniji normalno zaživel s svojima otrokama. Njuni mami Dijani pa da je ponudil roko pri ponovnem vzpostavljanju stikov pod pogojem, da poskrbi za svoje mentalno zdravje in se reši odvisnosti, a pravi, da se Dijana na njegove pozive ne odziva, po svojih otrocih pa ne povprašuje.